Veš, avto recimo za švoh 30 kg lažji od Twingota GT, ima pa 30 konjev več. Še. Sam nimam okej. Pa tudi marele nimam, valjda. Jač, dajmo. Ok, tole je Suzuki Swift, dajmo narediti ene sladko-kisle, ta prva sladka barva. Stari takole, jaz, če bi tale avto kupoval, ne vem, če bi zbral tole rumeno. Po drugi strani je pa perfektna, mislim, take opozorilne barve na avtu že dolg ne. Sploh ne vem, če že kdaj. Te hot hatchi morajo biti taki mal. Druga sladka je pa oblika. Lej, ne boš me slišal reči, da je Suzuki Swift navaden ali pa sport lep. Ampak ne morem pa zanikati, da je skladen, da mu tale platišča pašejo v nulo. In moram tudi poudariti, kako zelo se je Suzuki potrudil z detajli. Lej, tole, kar vidiš zdaj, je sicer totalen fake in folk misli, da je ta prav carbon fiber. Ni, ampak nič hudega. Tudi tukaj na zadku je tega velik, lej zdaj. Vidiš, kako zgleda? Všeč mi je, da so se odločili za 20 puha. Se vem, tudi približno nista nujno potrebna. Ne? Zgleda, kada ima avto vsaj na 220 konjev, pa čeprav jih mora resnici sam 140. Zgleda pa vrhunsko. Tretja sladka, kar cel pogonski sklop. Dajmo začeti pri motorju. 1,4 litrski je turbo, valjda. In veš kaj, teh 140 konjev je, to mi moraš verjeti, čist dost za orenk uživati. Motor je prožen, živahen, z veseljem gre proti rdečim vrtlajem, čeprav tukaj ima neki zmot. Recimo pogled, a vidiš, kje se začne ta rdeč pole? Tam pa ne 6,250. Vse lepo poprav, ne dajo rdeč pole, kamor hočejo. Ampak veš kaj me pa ful mot, zakaj je blokada prav nasilno prekine veselje že točen pri 6. A veš, Suzuki bi to moral vedeti, že sam zaradi svoje športne zgodovine, da športni vozniki imamo mal fetiša na to, da ko se približujemo rdečemu polju, ko mi čakamo, da do tja pridemo. Pa nas postavite. Da bi ga cagar saj po božu lahko. Še eno stvar moram ful pohvaliti, menjalnik. Kratki hodi, pa zelo natančni. Je pa res, da je ročka nameščena precej nizko. Jaz bi imel še pikico višji, mogoče centimeter 2, bi bil občutek še boljši. Četrta sladka masa. Stari sem to rekel. Ta avto ne tehta niti 980 kg. Top! A veš, avto recimo za švoh 30 kg lažji od Twingota GT, ima pa 30 konjev več. Pa tudi po grafični plati recimo ne razočara, le kaj si lahko se tukaj pogledaš. Tukaj imaš recimo na ful simpatičen način prikazan navor pa moč, ki je v enem trenutku dana na kolesa. Potem ti prikazuje, kdaj šlataš bremzo, kdaj se pa dotikaš gasa. Vidiš, zdaj tišim bremzo, da sem dal pa po gasu. A ja, pa tlak v turbini ti tudi prikazuje, vidiš? Je res, da so ti pripomočki bolj za šov, ker takrat, ko orenko voziš, ti nimaš časa gledati v majhen digitalen zaslonček. Ampak dokazuje pa to, da se je Suzuki Face potrudil, pa da je želel svoje voznike animirati tudi po tej plati. Cool. Ok, tri kisle. Ta prva, materiali v kabini. Velike trde plastike, eni so na to občutljivi, eni ne. Pejmo naprej. Druga kisla, to je športno avto, ampak ima več zvoka, no. Come on. Zdaj pa tako. Ta prve dve kisle sta tako, zlahka se jih da preživeti, ne pokvarta celotne izkušnje, tudi približno ne, ampak tretja kisla. Volan, ključna stvar pri užitku v vožnji. Je res? Sve to? Tale zadeva ima od ene do druge skrajne točke skoraj 3 zavrtljaje. Pa morala bi znati z voznikom po feedbacku komunicirati veliko boljš. To se pravi, moral bi biti bolj neposreden, pa moral bi se znati boljš pogovarjati. Zdaj pridemo pa do pete sladke. A veš kaj je pa to? Vozne lastnosti. Ta avto se pele odlično. Je prijetno športen, ni hardcore. V vinkih ti da veliko. Obenem lukne, čist podobno zblaži. V smislu vozne dinamike je preprost, predvidljiv, lušten se drži ceste, ajde zahtevnejši vozniki bojo rekli, ej, še kakšna delna zapora diferencijala tukaj na sprednji osi ne bi bila čist nič narobe, ampak generalno gledano sem pa jaz s tem avtomobilom užival ful. Pa ne sem na navadni cesti, tudi na letališču v Slovenjgradu sem ga en parkrat fejst nagnil, dvignil en kolo v luft in tako dobil orenk dokaz, da so Suzukijevi inženirji še vedno v top formi. Kolino, če potegnem črto, pojavnost, barva, nastop, videz, vozna dinamika, pamet, vse štima.